Zdi se mi tako videti iz prve roke, da je dizajn dodatno nabrušen. Zmeri mora biti pa ena motorka, ne? Ne bom dolgovezil. Priletel sem na Ibico, kamor me je povabila Toyota. Veš, naredili so en nov avto, gre za drugo generacijo Toyote CHR. Sem smo jo prišli peljati, da vidimo, kaj so jo naučili, kaj zna in kaj bo ponudila tudi nam, Slovencem. Zmeri mora biti pa ena motorka, ne? En CHR je tukaj parkiran ravno zato, da ti lahko v miru pokažem malo več, ko pridemo do oblike. Poglej, dve stvari, ki jih moraš vedeti takoj. CHR je bil oblikovan v Evropi za evropskega kupca. Zdi se mi tako videti iz prve roke, da je dizajn dodatno nabrušen. Torej CHR zagotovo ostaja avto za vse tiste, ki se ne bojijo izstopati. Mislim, Madonna, poglej ta zadek, poglej te linije, poglej dvobarvno karoserijo, kako odstopa zadnja luč. Sicer pa mislim, da je po dolžini celo malo krajši od prejšnjega, zagotov se pelje pa na večjih kolesih, pa zagotov je tudi malo širši. To se pravi, večja kolesa, športnejša drža, pa poklopne kljuke, pa poudarek na svetilih. Poglejte zadnje luči. Pa kaj jaz zdajle vidim. A veš, da sploh nisem opazil, da so tegale postavili na Continental, ki je Premium Contact 6. Moja guma na takih se rola tudi Darko. Prosim lepo, poglej obliko sprednjih luči. Madonna. In če moramo zdajle na hitrico, preden grem za volan potegniti črto, zlahka rečem, da CHR ostaja eden tistih, dajmo reči, križancev, ne pa ravno SUV-ev, ki med sebi podobnimi, mislim, je eden tistih, ki izstopa najbolj. A se strinjaš? Kaj pa tale razgled, tale luštni dostop do plaže, da je nekaj? Vidim, da so bili tukaj že kolegi novinarji. Mogoče tale intermezzo dober, da ti pokažem, povem, razložim, na kakšen način se tale avto obnaša na cesti, zakaj je boljši, zakaj zna biti tudi bolj dinamičen, obenem pa tudi bolj udoben. Ker mimogrede ni lahko narediti, kar so včeraj povedali na tiskovni konferenci, our car is more dynamic, but more comfortable. To je, veš, lažje reči, kot narediti, ampak zdaj pa za mano že, dajmo reči, švok 200 km z dvema različnimi avtomobiloma. Glej takole, ta prvi CHR, prva runda, ki sem jo peljal, je bil tisti 2.0 mašino s 4-kolesnim pogonom, predvsem pa z opremo GR. In ta, moram priznati, da v primerjavi s telim avtom z rumeno-črno kombinacijo, ja, neke razlike je, ker neke razlike seveda tudi mora biti, če daš ti gor značko GR. To pomeni, da so blažilniki še malo čvrstejši, da je krmiljenje še malo več čutiš čez volan, kar je pomemben, ampak tudi tale avto se pelje zelo dobro. Moram pohvaliti Toyotine inženirje, da so naredili en tak zelo dober kompromis med tem, da je avto ohranil svojo ostrino, ne samo v obliki, ampak tudi na cesti, po čemer je bil konec koncev tudi znan. Tukaj so pa stvari nadgradili. A veš kako? Za začetek pa moram priznati, da ne vem, če to velja za vse izvedenke ali mogoče samo za GR. Prosim, ali bo Toyota, javite se, če veste, mislim, najbrž veste, sem jaz tiske, ne vem. In sicer, da je lahko CHR opremljen tudi za ene vrste proaktivnim vzmetenjem. Mimogrede, na vseh CHR-ih so blažilniki novi, kar seveda igra tudi vlogo pri tem, kako se avto pelje in kako je ohranil vozniško ostrino. Ampak to, kako se avto pelje, se seveda ne nanaša samo na to, kako blaži grbine pa lukne. Mimogrede, to počne odlično. Jaz upam iti celo tako daleč, da je Lexus... Evo, vidiš, to je tisto. Da je Toyota uspela vozno izkušnjo nadgraditi na tak način, da imaš občutek, da je v njej celo majčken Lexusa. A veš zakaj? Ker se mi zdi, da v kabino A prodre manj zvočnega trušča, B, manj dejanskih vibracij z ceste, slabih podlag. In če temu dodaš še pač izboljšano podvozje, nasplošno pol dobiš avto, ki se bolj špele. In dejansko se mi zdi, da je udobnejši. Obenem je pa užitek čez ovink zapeljati. Ampak kot sem poudaril, če je kdo med vami še posebej velik vozniški entuziast in če ga zanima ta avto, pol vsem priporočam, da pogleda tudi v smer različice GR, ki se mi zdi, da je vsem malo bolj napiljena oziroma napaljena na ovinke, malo bolj ostro se pelje, malo manj se nagiba, malo boljši feeling dobiš čez volan. No in če temu, kar sem ti zdaj povedal, dodamo še to, da so tudi stabilnostno elektronko celostno predelali oziroma skalibrirali na ta nov avto, pol veš, zakaj se avto pelje boljše. Le, situacija je taka, pri stabilnostni elektronki, pri aktivno-varnostnih sistemih je bilo velikenih posodobitev pa celo zamenjav. Da ne bomo šli preglobok, jaz sem fotko to, ko so nam pokazali, prosim lepo, vzam si čas, stisni pauzo, pa si boš lepo v miru pa počasi prebral, kateri sistemi so A, novi,
in B posodobljeni in pol to pomaga sestaviti celo sliko. Zdaj pridemo pa do hibridnega pogonskega sklopa. Jaz bom pri oceni o porabi zelo previden. Vseeno je to premehen vzorec, da bi si upal trditi, kakšna je oziroma koliko nizka, visoka je. Lahko ti recimo zaupam, da je bila trasa precej dinamična, veliko vinkov, tudi kar neki dinamične vožnje, pa je bila končna poraba 5,4 litra. Prepričan sem, da bi še lahko še veliko višji pa veliko nižji, glede na razpoloženje, razmere in tako naprej. Tako da dajmo tukaj še malo počakati. Zlahka ti pa povem, da hibridni sklop še vedno deluje zelo smooth. Gre za 5. generacijo Toyotinega hibridnega pogonskega sklopa. Enak oziroma zelo podobno zasnovan, seveda delo upravlja v primeru priključnega hibrida avtonomnemu Priusu. Pa ne bomo šli pregloboko tehnično, ampak načeloma, kar si moraš zapomniti je to, da ti lahko A, zbereš običajnega hibrida in tukaj imaš izbiro ali 1.8 na šino ali pa 2.0. Ali zbereš pa 2.0 s 4-kolesnim pogonom, ali pa zbereš priključnega hibrida. Za tega ceno ne vem. Cene se še nismo dotaknili, včeraj smo zvedeli tudi 100, to se pravi, vstopnica v svet CHR-ja se začne pri 30.490, ampak ponudbo je tudi na vrste posebno ceno, ki je seveda vezana na Toyotino financiranje, kar zagotovo priporočam. Zbral sem ga recimo tudi jaz za Dareta. Takrat cena pade pa na 28.990, pa še neke druge ugodnosti lahko imaš, ampak pojdi lepo na spletno stran, tam imajo vse lepo razloženo, da boš razumel, zakaj se lahko spustiš pod 30. To je seveda vstopnica, gre pa tudi dosti višji. Pa še ena stvar, kar se tiče cene. Kdor bo šel primerjati staro pa novo in bo šel malo po opremah gor pa dol, bo videl, da je nov od oka 300 evrov dražji. Ampak ima pa za jurja pa pol več opreme. To pa tudi nekaj šteje. Ja, veš, kaj sem prej pozabil povedati? Količnik zračnega upora tega avtomobila, pa vidiš, kako je na ostro nasekan, ne bi bil najboljši v segmentu, kar seveda ugodno vpliva tudi na porabo. Enač to kadro sem posnel že v kokpitu, v resnici ga pa nisem še pokazal. Pejmo noter, da vidiš kaj novega. Evo, poglej, tole je kokpit CHR-ja. Točen tale je opremljen z opremo GR, kar pomeni tudi malo bolj fine materiale. Recimo Alcantara na vratih, pa na sedežih tudi, vidiš, te so taki primerno športno školkasti. Je pa armaturka precej razgibana, precej narezana, da ne rečem. Seveda je instrumentna plošča digitalna. Pa če vržemo oko še na umestnik, gre seveda za novo izvedenko, hvala Bogu. Dolg časa smo pri Toyoti gledali nekaj, kar tudi približno ni bilo na ravni tekmecev. Moram pa priznati, da je celotna zadeva zelo odzivna. Sicer pa, da ne rečem tipično japonski pristop, ampak, a veš, precej razgibano okolje z eno tako zelo priročno poličko, seveda predalom tukaj spodaj, pa površina za brezstično polnjenje telefona, taka mehna ročica, ki so jo vzeli kje druge kot iz Priusa, pa sredinski greben, tukaj ni velika akcija, sprav stabilnostna elektronka, hold, EV mode, elektronska ročna, pa seveda tale ročka, kjer lahko predstaviš reverse, drive ali pa neutral. Pa tukaj imamo set klasičnih stikal za uravnavanje klime in tako naprej, gretje sedežev, tukaj spodaj celo gretje volana, pregled kamer, pomoč pri parkiranju, gretje vetrobranskega stekla, USB-C izhod. Sicer pa delovno okolje spominja na vse ostale sodobne Toyote, tudi na prejšnjo generacijo CHR-ja, min grede pa, a veš, kaj mi je všeč, tale detajl, leto. Všeč mi je, recimo, jaz sem tako zbran, se drugače lahko prešaltaš tudi v drug način, pa drug vides, ne, da imaš lahko merilnik vrtljajo, prav, da ne rečem dirkaško, športno, takole na sredini. Dobro zgleda. Pa tlele pri špeglu bomo še nekaj predelali. Se to ni nič revolucionarno novega, ne? Ampak ti lahko zbiraš med klasičnim videzom, dober dan, ali pa tole ročko klele nazaj potegneš, pa se lahko zanašaš na usluge kamere. Evo. Ok, zdaj pa še v drugo vrsto. Prva generacija je imela kljuko tukaj zgor in mogoče malo neprimerno za tiste najmanjše, ampak zdaj pa so kljuke v prvih oziroma na prvih in drugih vratih identične, tele poklopne, stopijo ven, zagrabaš, simple sistem. A še kako je bilo pri prvi generaciji, ko si se usedel sem noter, si imel občutek, ja, da sediš v tanku, ker so bile šipe izredno mehne, tak utesnen feeling je bil, ker mene sicer ni motil, to je en tak logičen drawback oziroma pomanjkljivost, pol povezana z atraktivno karoserijo. Ampak tudi tukaj je Toyota naredila eno jasno spremembo. Lej, ne me narobe razumeti. Okna v drugi vrsti so še zmeraj, ne rečem, komično mehni. In še vedno je razgled tukaj na nek način omejen zaradi zelo širokega C-stebrička. Ampak vseeno je pa to okno večje, spusti se nižje in po tej plati se je feeling v drugi vrsti izboljšal. Pa še eno stvar sem ti hotel pokazati, ampak ti je preprosto ne morem, ker je pač dan in zelo veliko svetlobe. Veš, ambientalna svetloba v tem avtomobilu je precej izrazita. In meni je všeč, da je Toyota ta feature ambientalne svetlobe uporablja tudi v namene obveščanja
presenečanja, če gre kaj narobe. Hočem reči, da ambientalna svetloba ni tukaj samo zato, da bi vse skupaj malo lepše izgledalo. Tudi če ti recimo spregledaš vozilo v mrtvem kotu, to smo pri nekaterih avtomobilih že spoznali, recimo če kje je bilo. A je bilo v Cupri to, se mi zdi, da če ti hočeš zamenjati pas, recimo, pa imaš avto tam, ki si ga spregledal, da začne ta ambientalna svetloba oziroma ta ledica utripati, spremeni barvo in te opozori. Fajn. Prostor tukaj zadnji pa, dajmo reči povprečno, nekaj dosti več kot prej, se mi zdi. Enako velja tudi za prtljažnik. Litro je pa koliko že, 380, imam prav, 350, vse ne vem. Pa še en podatek, ki se mi ne zdi zanemarljiv, v resnici ni full sexy pa privlačen, ampak lej, Toyota pravi, da želijo produkcijo svojih vozil do 2030, ne, mislim, da 2040 oglično povsem neutralizirati. To se dela po majhnih korakih. En dober primer je recimo volan, ki je oblečen v umetno usnje. Pri procesu ustvarjanja le tega so proces, govorim konkretno za volan, tako zoptimizirali, da porabijo 80% manj, oziroma je izpust škodljivih snovi za 80% zmanjšan. Nekaj podobnega se mi zdi, da sicer 50% velja tudi za proces pridobivanja različnih tkanin za sedeže, ne vem, če to veljale za te. Ok, zdaj pa mislim, da sem povedal vse tiste bistvene stvari, ki jih moraš vedeti, če te pač nova druga generacija Toyota CHR zanima. Še en podatek, priključen hibrid pride februarja, ne pozab, cena je pa, koliko smo rekli, 30-490, razen, če se odločiš za njihovo financiranje, kar, kot sem rekel, priporočam, pa prije neka posebna ponudba zraven in ga lahko odpeleš. Osnovnega, govorim, to pravi 1.8 hibrid za, koliko smo rekli, 28.990. To je to. Avto je v Sloveniji, avto se prodaja, avto je na voljo. Največja pohvala, ki mu jo pa v resnici lahko dam, je pa predvsem to, da so v kokpit, v feeling med vožnjo nekako uspeli noter implementirati, da ne rečem celo malo tega Lexus feelinga. Predvsem zato, ker se mi zdi kokpit res precej tih, pa res dobro blaži. Obenem pa ni izgubil ostrine na cesti. To je pa to zelo pomembno. Mislim, sploh pri avtu, pri katerem se hvalijo, da jo ima. No, to je to. Nič, oglasi v komentarjih. Zanima me, kako se ti dopade videz, zanima me, kako se ti dopade karkoli. No, pa tudi, če ti ni všeč. Komentarje imamo zato, da se jih uporablja. Oglasce. Mimogrede, dvobarvna zasnova, ne, oziroma dvobarvna karoserija se mi zdi top. Imamo še pa rumeno, pa rdečo varianto, ampak tale silver, ta je tista, ki me je najbolj všeč. Ok, to je to. Lepo se imejte. Ajde, čau.